tudi v mojem imenu lep pozdrav vsem vam, gospe in gospodje, dragi prijatelji, veliko znanih prijateljskih obrazov vidim tukaj med nami in pa seveda moj poseben pozdrav gospe Veri Ban in sem počaščena, da imam priložnost pogovarjati se z njo danes, ko se spominjamo torej 11. obletnice veliko prezgodne smrti dr. Jožeta Pučnika. Pred približno enim letom sva sedeli tukaj le na istem mestu, zdaj je bil z nama še sin, Gorazd Pučnik. No in takrat smo imeli zelo lep spominski večer in tudi danes upam, da bo, tako kot je rekel Blaž, uspeli dodati kakšen kamenček v mozaik spominov na dr. Jožeta Pučnika, seveda pa potem vabim k besedi tudi vas in še posebej lepo pozdravljam tudi člane družine Pučnik, torej z nami je njegova nečakinja Majda in pa njen mož, gospod Rudel, morda je še kdo tukaj? Žal, sestre Milana Ventri pa ne može. Ja, je službeno zadržana, kot sem slišala, in bova in vsi mi zelo veseli, če boste lahko mogoče še kakšno misel dodali. Torej, pred enim letom, ko smo bili tukaj, smo ugotavljali veliko pomanjkanje literature o demokratizaciji, o osamosvojitvi, katere največji motor, kot je dejala dr. Peskova, je bil prav dr. Pučnik. In sedaj po enem letu lahko ugotavljamo, da se je ta zakladnica literature vendarle obogatila. Namreč, recimo v tem letu, če omenim samo nekatere knjige, ki so izšle, morda spomladi smo dobili novo knjigo, ki govori o procesu proti četverici, JBTZ, avtorja Igorja Omerze. Potem je gospod Janša izdal novo dopolnjeno izdajo Premikov, pa 25 let kasneje, pa kompilacijo svojih govorov, svojih razmislekov za kulturo življenja. Potem junija ob dnevu državnosti smo pozdravili belo knjigo slovenske osamosvojitve, ki jo sedaj že nekaj mesecev predstavljamo po vsej Sloveniji in je doživela izredno dober odmev in deležba na teh predstavitvah je odlična in s temi predstavitvami v naslednjem tednu nadaljujemo, zdaj gremo pa na Dolenjsko. No, potem je novembra dr. Rosvita Pesek predstavila svojo obsežno knjigo z naslovom Pučnik. Verjamem, da vas je večina bila bodisi na predstavitvi ali ste to knjigo celo že prebrali. Potem pa seveda moram omeniti tole knjigo gospe Vere Ban. Moja pot o Pučniku. Zdaj, gospa Vera Ban je to knjigo tudi že predstavljala po vsej Sloveniji, kolikor mi je znano. Morda bo tale najin današnji pogovor šel bolj veliko drugo smer, morda bomo poskušali predstaviti Pučnika do neke mere tudi kot človeka, v tistem polnokrvnem smislu, torej tudi družinskega človeka, kakšen je bil njegov odnos do sodelavcev in tako naprej, do družine, do otrok. Potem pa seveda še malo pomodrujeva o stvarih, zaradi katerih Pučnika z vso pravico lahko imenujemo oče naroda. Draga Vera, če se strinjaš, bi te jaz danes kar tikala, ker se tudi sicer tikala, da mi ne boš zamerila, da ne bo od vas zameril. Skratka, ti v tej svoji knjigi pišeš, bom rekla, o zelo različnih vidikih te svoje skupne poti s Pučnikom, govoriš o poti. In mene recimo se je zelo dotaknil ravno tisti del, ko govoriš o njegovem odnosu do sodelavcev.
To je zelo pomembno, v kakšnem okolju delamo. Ali imamo tečnega, avtoritarnega šefa, ne, tako da vsako jutro gremo z nekim cmokom v grlu v službo, ampak pri tebi in Pučniku ni bilo tako. Hvala lepa, Andreja, za to predstavitev in hvala vam, ki ste prišli. Moja pot v službo je bila taka, da smo itak pozno odhajali iz nje, ampak še raj smo pa zjutraj spet na novo prišli, ker nas je tam čakal on. To je bilo tako, kot da te doma čaka oče za vrati. Pučnik je bil preprost, dober, topel človek. Nikoli ni nikogar prizadel, nikoli nikomor pokazal, da ga ceni bolj kot pa koga drugega. In to je bil tisti krasen občutek, zaradi katerega smo šli za njim kot ovce za pastirjem. On je bil res dobri pastir. Ne samo takrat za nas, ampak kot vemo, za vso Slovenijo. Tako da danes, ko premišljam v tej poti, ki sem jo začela v njem, se mi zdi tako, kot da sem se takrat na novo rodila. Čeprav sem bila že dovolj stara. Ampak ta njegov odnos je bil nekaj posebnega. Pučnik ni bil človek, ki bi pričakoval, da boš ti v nekem klišeju delal z njim. To je bilo nemogoče. Ker on je bil, tako kot jaz rada rečem, ogenj, ki je gorel nenehno. Njegova pot po pisarni je bila tako, zadnjič mi je to nekdo, ki je bil takrat tudi v zaporih mariborskih. Slučajno sva se srečala in mi je rekel, ker sem mu to rekla, ne, kako je bil navajen hoditi po sobi gor pa dol. Je rekel, gospa Vera, to je imel iz Ječa, ker tam je hodil gor in dol. Jaz sem ga krat vprašala, sem rekla, povejte nam, kaj ste za Božjo voljo počeli v tolikih letih v Samici? Je rekel, hodil sem 2 koraka tja in 2 koraka nazaj in včasih zraven preklinjal, ko mi je rekel. Ampak ta gospod, ki mi je to pripovedoval, je rekel, veste, jaz nisem bil politični zapornik. Ampak on je, ko smo se srečevali zunaj na dvorišču, on je bil do vsakega enak, vsak mu je prišel, vsak mu bi bil rad pomagal, samo žal ni mogel ne sebi, ne drugim. Ja, hvala. Zdaj, Vera, ko si omenila Ječo, bi vas jaz opozorila, se verjetno ste že vsi opazili, da imamo predstavitev pred sabo, ki smo jo pripravili na študijskem centru in se zahvaljujem družini Pučnik za fotografije iz družinskega albuma, ki so tukaj pred nami. No, pred nami pa je tudi nekaj dokumentov iz arhiva, ki recimo konkretno govorijo kot tole pismo sestri iz junija 60. leta, pravzaprav o njegovi silni stiski med zaporniškimi zidovi. In očitno je bila ta hoja po celici gor in dol izraz te silne duševne stiske, ne? Ker takega človeka zapreti med 4 stene v samico, kot veste, je več kot 20 mesecev preživel v samici in si pravzaprav verjetno vsi med nami težko predstavljamo, kaj je to pomenilo za njegovo dušo. No, verjetno ste opazili, da so bili tukaj na predstavitvi tudi njegovi zaporniški kartoni. Tega arhivskega gradiva je nekaj še, je dostopno v arhivu Slovenije. No, nekaj mislim, da je tudi dr. Peskova objavila v svoji knjigi. Vera, pisala si tudi o odnosu dr. Pučnika do otrok. In da je ta odnos
izredno topel, izredno ljubeč. Ja, jaz se spominjam, potem ko smo se iz Trnenova, iz tistih kletnih prostorov preselili na Komejskega, takrat je k njemu občasno prihajal sin Gorazd iz Trsta. Ko pa sta imela potem v Ljubljani stanovanje, tam v Župančičevi jami, sem imela to čast, da sta me dvakrat ali trikrat z soprogo povabila k njim. In tisti prizor, ki ga tu noter opisujem, je bil za me nepozaben. Še danes se ga rada spomnim. Prišla sem k njim in je bila pri njih tudi hčerka, ki sicer živi v Nemčiji. Ona je gor, pač ima svoje delo gor in svoje stanovanje. In on je sedel na kavču, hči pa je odrasla, mama že, ležala tako vzdolž kavča in glava je bila naslonjena na Jožeta. In jo je tako božal po glavi. To je bil en tak idiličen trenutek, ki ga ne pozabiš nikoli. Ampak on je bil do vseh svojih otrok tak, on je komaj čakal, da je o kom te izgledal. Tudi o Marku, ki ga je on posvojil, ker on je imel s prvo gospo Gorazda, s to gospo iz Nemčije je imel to hčerko. In potem je pa on posvojil pa sina od te gospe, ki se je v Nemčiji znal poročila, oziroma s Kristino. In njemu je bil ta sin tako, kot bi bil njegov. Jaz se spomnim, ko smo nekoč hoteli praznovati, ne vem, kaj je bilo, jaz se ne spominjam več, ali je bilo to novo leto ali kaj. In on je dobil udar takrat od enega od teh direktorjev ljubljanskih, ne vem več, ali od Slovenije, Lesa ali odkot. Je dobil udar, velika noč je bila, tako. In je dobil cel pršut, tako na enem takem krasnem postavku. In seveda, da bi Pučnike domov nesel, ni bilo govora, on ne bi vzel nobene stvari zase. To, kar je prenešeno bilo na stranko, je bilo od stranke in pika, on ne bi vzel ne prebite bare, ne ničesar drugega. In nas je povabil na tisti pršut. In ko smo sedeli v sobi, smo ravno vse smo pripravljali punce. Je zazvonil telefon. Tudi gospa je prišla, In zazvoni telefon in Pučnik se je oglasil in je utrpnil, In smo vedeli, da je nekaj narobe, In je samo rekel, sin se mi je ponesrečil. In prav ta Mark, ki je bil njegov posvojenec, tako rekoč, mu je padlo vse z rok, nam pa tudi tega proslavljanja ni bilo več in gospa namesto, da bi segla med nas in se z nami poveselila. Je seveda takoj smo telefonirali za avionsko karto in se je odpeljala k sinu. In je bil res v smrtni nevarnosti, to je bila huda avtomobilska nesreča. Ampak sreči se je pozdravil, jaz sem ga polnik trpila, je prišel tudi v pisarno. In vsi ti otroci imajo to toplino po njem. Jaz se spomnim kadarkoli, tudi zdaj, ker Gorazda srečam, on mi pade v objem, če srečam kogarkoli izmed njih, vedno je bilo tako. In to je ena taka povezava topla bila med njimi, da si imel prekrasen občutek gledati to, kako lahko en oče tako razdaja to svojo ljubezen med otroke, ki pravzaprav niso tako bili, kot so recimo normalne družine, ampak to je, hvala Bogu, pri njih res bilo tako, kot Jaz še zdaj dobivam od njegove žene iz Nemčije za vsak božič, tudi letos mi je poslala celo škatlo sladkarij in
To mi je vedno tako toplo v srcu, ker je to tak spomin, ki ga ne pozabiš, ne. Izvoli. Vera, če dovoliš, se bova zdaj spomnili še ene velike osebnosti, ki je odšla od nas pred enim mesecem. To je akademik, profesor dr. Jože Trontelj. Ko smo se danes pogovarjali po telefonu, smo obi ugotavljali, da mu pravzaprav vsi mnogo dolgujemo. Bil je velik podpornik, prijatelj, lahko bi rekla že kar neke vrste sodelavec študijskega centra za narodno spravo. Tudi na drugih področjih je svojo kleno, modro, premišljeno besedo, lahko bi rekla, veliko prispeval v zakladnico Slovencev. Pa mi dovolite, da vas spomnim na simpozij, ki smo ga posvetili 80-letnici Pučnikovega rojstva. In to je bilo 9. marca 2012 na SAZU-ju. Torej, dr. Trontelj nam je takrat odstopil prostore SAZU-ja in bil tudi uvodni govornik na tem simpoziju. In jaz sem se zdaj pred parimi dnevi, ko sem se pripravljala na nastop na Koroškem v Tinjah, spomnila njegovega odličnega nagovora, ker je govoril o reviziji zgodovine, ampak je govoril seveda tudi o dr. Pučniku, za katerega je ugotavljal, da je seveda odlična zgodovinska osebnost. In je dejal, da ga bomo brez pomišljanja postavili v alejo velikanov, ko bo ta narod kdaj v prihodnosti spet našel dovolj duhovnega ravnotežja in strpnosti, da bo zmogel brez srditih prepirov in grdega cinizma priznati veličino komu izmed nedavno preminulih sodobnikov, ki je kaj drugega kot recimo odličen športnik. Potem se je dr. Trontelj spomnil reakcij na poimenovanje brniškega letališča po dr. Pučniku, recimo, in pravi, da Pučniku res ni mogoče učitati ničesar drugega kot to, da se ni maral ukloniti krivičnemu sistemu in je ostal zvest svojemu poštenju tudi zdaj, ko je to pomenilo zastaviti svojo varnost in svojo celotno prihodnost. Zelo lepe besede, to je samo kratek odlomek in mislim, da iz tega odlomka lahko spoznamo, kako visoko na, bom rekla, piedestal narodovega spomina je dr. Trontelj postavil dr. Pučnika. Torej, dr. Pučnik se ni maral ukloniti totalitarnemu režimu. Zapisal je, da je svoje trpljenje v Ječi oziroma to, kar je doživel v Ječi, osmišljal s spoznanjem, da smo imeli totalitarni režim, ki je bil enak kot italijanski fašizem ali nemški nacionalsocializem. Vera je kdaj, recimo tako v neformalnih pogovorih, govoril o teh časih ali recimo se spominjal s kakšno grenkobo teh časov ali bentil čez koga, recimo? Moram reči, da skoraj da ne. Mi smo ga včasih dobesedno prosili, ne nam kaj pove, kako je bilo v Ječi, kako je doživljal to in kako je predvsem doživljal potem to vrnitev. Nič takega ni bilo v njem, da bi lahko imenovali ali revanšizem, kar so mu pogosto očitali, ali pa nikoli se ni jezil. Jaz sem enkrat rekla, poslušaj, potem so se že tikala po mnogih letih. Sem rekla, poslušaj, vse to mi povej, zakaj nikoli ne zahtevaš, če ti že niso moralno dali nobenega zadoščenja, zakaj vsaj ne zahtevaš kakšno materialno povrnitev, ne? In je rekel, Vera, od teh barab nič. To je bilo edine, da je tako odreagiral. Drugač pa
ne vem, ali ni imel, to so mislim ene težke zadeve v človeku, ki ostanejo po tolikem trpljenju. Jaz sem to razumela tako, kot da mu ni do tega, da bi obnavljal to na eni strani, po drugi strani pa ni hotel premeniti nikogar s tem. Zato, ker on je bil skrajno fer človek in ne samo to. On je hotel, da je vzdušje tako, da moramo pač hoditi korak za korakom. Ker njega, če si vprašal za kakšno stvar, ali da je obžaluje, ali pa da je nekaj narobe, ali pa karkoli, tudi če je bilo kaj narobe, on je vedno rekel, gremo naprej. To je za nas pomembno. On je bil odločen vsakokrat, ko je bilo najbolj težko, je vedno rekel, ne bomo ustavljali koraka, za nas poti nazaj ni več. Ne? No, saj ravno ta njegova lastnost je bistveno pripomogla k temu, da smo v osamosvojitvenem pa demokratizacijskem procesu delali te odločilne korake. Ne? Pa če se spomniva recimo samo odločitve za plebiscit, recimo, pa še pred tem odločitve za odhod s tako imenovane okrogle mize, s katero je dejansko takratna nomenklatura samo skušala ustavljati, pa spotikati, osamosvojitev in demokratizacijo in še bi lahko naštevali seveda. Ja, če dovoliš. Zdaj sem se ravno spomnila, da sem prebrala v tej njegovi knjigi Kultura, družba in tehnologija, en stavek, ki me je presenetil. Pravi tako, da odločitve so težko delo. Ker našteva potem, tako pravi, stojiš pred težko odločitvijo, ki ni samo pomembna zate, ampak za vso tvoje okolje, to še hočeš za svoj narod. Ne? In on se ni ustavljal. Ne? On je šel naprej in to me je prav presenetilo, ta stavek, res, da je to težko delo, ne? Ker dejansko je res. Na tvojih ramenih sloni to, ali boš odločil prav, ali boš odločil narobe, ne? Oprosti, ker sem ti vzela besedo. Sem zelo vesela. Pučnik bi bil lahko slovenski Havel. Torej, tako kot Čehi smo imeli sjajnega razumnika, ki bi nas dejansko, ne samo tako navzven popeljal v demokracijo, pa se mu nismo dali, se mu nismo pustili. Ne? Kot vemo, je kandidiral na prvih predsedniških volitvah za predsednika predsedstva in takrat smo Slovenci padli na modre oči, na priseganje o zamrznitvi partijske izkaznice, o tem, kako bomo seveda brez kakšnega nasilja prišli v demokracijo. Ne? Danes, ko gledamo nazaj, seveda vidimo, kakšna kapitalna napaka je bila pravzaprav storjena. Kakšna je bila Pučnikova reakcija, bom rekla tako, v zaodrju na ta poraz? Se ti pravim, on nikoli ni ničesar vzel tako zadeve, da bi nekaj obžaloval. On je vedno gledal naprej. Njegov pogled je bil vedno uprt naprej. In prav ta lastnost je njega tudi pri Janezu Janši pritegnila. Da se spomnim, sva se pogovarjala takrat, prednji je njemu predal stranko in sem ga veliko krat vprašala, če resno misli, ne? In je vedno rekel, resno mislim. Zakaj Vera? Zato, ker mu zaupam. In zakaj mu zaupam? Zato, ker vem, da bo pognal stvari naprej in ker vem, da je, on je vedno rekel, da je dalekoviden, ne? Pa sem si mislila tako kot ti, ne? In tako dejansko je bilo, ne? In on je vedel, komu predaja stranko. On ne bi stranke dal kar nekomu,
ki bi pač skrivil z te poti, ne. Pučnik je bil skratka on je živel za prihodnost, on se ni oziral nazaj, zato mu tudi vsa ta njegova preteklost, jaz kadar pomislim na to, da je bil zato ob svoje zdravje, da mu je odpovedovalo srce, mi se še zavedali nismo, kaj vse je dal skozi ta Bogi Pučnik, no, tako rečem. No, Vera, ko praviš, da si je gledal v prihodnost, da se ni oziral nazaj, je pa vendarle nekje v sebi seveda globoko čutil in globoko razumel, da moramo Slovenci opraviti svojo preteklostjo. Zato je vzel nase tudi to, bom rekla, strahodno breme v začetku 90-ih let, ko je vodil komisijo za raziskovanje povojnih pobojev in pravno sumljivih procesov in drugih nepravilnosti in nekaj let oral ledino na tem področju. Vsi poznate tole knjigo, ki jo imam s sabo, poročilo o pobojih, ki je leta 2010 išlo pri Inštitutu Jožeta Pučnika, prvič javno ugledalo luč sveta. Ampak to poročilo seveda ni bilo nikoli sprejeto v slovenski skupščini, ker že v sami parlamentarni komisiji ni bilo izglasovano. Kot sem že dejala, Pučnik se je zavedal, da brez razčiščevanja s preteklostjo seveda Slovenci boljše prihodnosti nimamo in je o tem tudi mnogo pisal. Prej sem omenila gospoda Janšo in v svoji knjigi praviš, zapišeš tale stavek, Vera, prosim te, pomagaj Janezu še naprej, on si ne zasluži tega, kar počnejo z njim. To je Pučnik napisal malo pred smrtjo. Ja. To je bil čas okrog Božiča 2012, ko se je on umaknil v 2002, hvala lepa za popravek, ko se je on umaknil v Nemčijo, tako kot običajno za Božič. Ja. Ja, ta spomin je zame zelo boleč, moram reči. Vsako leto je pač šel v Nemčijo, kjer so bili skupaj s hčerko in so praznovali Božič in potem novo leto in tako. In vsako leto sta mi z gospo poslala čestitko za Božič in novo leto, tako tudi ob tem zadnjem. In zanimivo je bilo pa to, da jaz sem čestitko sprejela, sem se tudi zahvalila in malo po novem letu me je poklical po telefonu. Ja, kako si, pa kako praznujem, pa tako sem rekla, kako vi, in tako je pogovor stekel. In potem na koncu tistega pogovora pravi, Vera, veš kaj te prosim, pomagaj Janezu, tako kot si pomagala meni. On si ne zasluži tega, kar počnemo z njim. Sem rekla, obljubi. In seveda sem obljubo držala do današnjih dni, jasno. Ampak potem je pa preteklo le nekaj dni, ne? Ker to je bilo že po novem letu, 11. januarja smo pa Pučnika izgubili. Ne se takrat niti sanjalo ni, da je to najsamkej pogovor. In on je moral slutiti, da se bliža konec, ne. Vse to bo Nečakinja najlažje povedala, več kot jaz vem o tem. Ampak to je bil moj doživljaj in moram reči, da tisto jutro me je prebudil naš nekdanji glavni tajnik, gospod Strnad. Jaz sem bila še v posli in pravi, Vera, dobro jutro, sem rekla, kaj pa ti tako zgodi? Ni rekel, nič lepega ti ne bo povedal. Izgubili smo Pučnika. Ko smo se danes pogovarjali po telefonu, sem ti povedala, da ko sem se pripravljala na tale večer,
jaz običajno posežem med pesmi in tako je bilo tudi tokrat. In sem vzela v roke Alojza Gradnika, pravi, že je tudi tebi ljub. Ja. In nekako se mi zdi mogoče zdaj primeren trenutek, da glede na to, da bo 11. januarja 11. obletnica Pučnikove smrti, mogoče se preselimo z mislimi res k njegovemu zadnjemu počivališču, ki ga bomo jutri obiskali, prižgali svečko, postali ob njem. To je pesem z naslovom Vrnitev in bi vam rada nekaj misli iz te pesmi prebrala. Rad bom počival tam kraj naše hiše, na tisti njivi, ki le smrtjo orje. Zavit ves v zemlje naše tople skorje, bom dihal s srcem, ki z njim ona diše. Pokojno spanje v njih bo, brez blazine in belih rjuh, brez krikov zlih skovira, brez sanj vodljivih in brez urne mira in brez omarnih strupov mesečine. Srce pa tlilo bo, kot tlije seme. Vse neizgovorjenejše besede rast prignale bodo iz njegove srede. Povedale jih bodo rože neme, na grobu, kjer bo križ pozabljen stal. Kdo jih bo trgal, kdo jih bo teptal. Kdo trga Pučnikove rože, komu dišijo, kdo pa jih tepta. Ob teh mislih se lahko vsi globoko zamislimo in na nek način bi lahko rekli, da se lahko razjokamo nad to našo domovino. Pučnik je v 10. obletnici razglasitve samostojne Slovenije pisal, da je globoko razočaran nad našimi skrotovičenimi hrbtenicami, kaj pa po 20 letih bi lahko rekli stanje še mnogo slabše. Žal. Vera, ti si napisala, če bi ga imeli Pučnika danes med seboj, oziroma si tako rekla, bi bila Janševa pot lažja, ker bi imel v sebi močnega človeka. In kot sem že prej dejala, ti je Pučnik nekako naročil, da pomagaj Janezu Janši. Mogoče, če bi malo pokomentirala to svojo pomoč. To bi ga že on pokomentiral. No, skratka, ostala sem tam, kjer sem bila prej pri Pučniku, ne? Ampak seveda, ko je prišel Janša na Komenskega k nam, se je začelo moje življenje čisto drugače obračati. Ne zato, da bi me kdo kaj šikaniral ali pa kaj. Veselje je bila huda, ampak Janez Janša je močna osebnost in ob njem biti. Jaz sem ga do dobra spoznala, pravzaprav on mene ni nič poznal, ampak jaz sem njega do dobra spoznala, sem hodila še na Roško in smo tam vse mogoče v njem slišali. In potem se spomnim nekega srečanja, moram to povedati, enkrat je bil še v zaporu. In pa sem nekaj govorili, da ga bojo začasno spustila, kaj se vem, kako je že bilo. Skratka, sedeli sva z eno kolegico v slonu, sva šle jest. Jaz ga zagledam tam pri eni mizi, je sedel za enim gospodom in mene, ko bi me odnesel s stola, sem plahla po koncu in sem šla k njegovi mizi in sem rekla, a ste svobodni? Je rekel, ne, nekaj imamo pogovor, je rekel z gospodom, ne. Ta pogovor je bil po moje z enim takim gospodom, ki je pač nadzoroval, ne, posod, kjer je hodil. Ampak to hočem povedati, če si me že to vprašala, Andreja. Sprememba je bila velika, ne, v načinu, ker Janez Janša je pa človek, ki ga marsikdo ne razume.
glede njegovega dela. Mnogi mu to zamerijo, da hoče od človeka preveč in da hoče od človeka nenadoma nekaj. Jaz sem pa to pa njem cenila, čeprav sprva nisem sledila. In se spomnim, ko sem hodila prve dni v službo in ko sem začela pisati prve stvari za njega in skratka prvi koraki so bili to v njem. Jaz sem bila vsa prepotena, napeta kot struna. Pa mi nič ni hudega hotel, ampak jaz pač tega nisem bila pri Pučniku navajena, ne, ker Pučnik te je pa pustil tako, kot zaupal ti je in te je pustil, da si delal svoje in tako ležerno pravzaprav, ne. Ampak pri Janši je bilo pa to drugačne. In jaz mislim, da tisti, ki ga ne spozna, Janše, mu to zameri, ker ne ve, kaj hoče on s tem. Jaz vedno pravim, če Janša ne bi bil tak, kot je, in če ne bi toliko zahteval od ljudi, kot zahteva, bi se stvari nikamor ne premaknile v tej naši ljubi Sloveniji. Mi smo mu lahko samo hvaležni, da je tak, kot je. In to je Pučnik o njem prepoznal in zato mu je svoje vajeti predal. Žal mi je pa res, da nima v sebi Pučnika, ker to kolesje zgodovine naše bi se obrnilo povsem drugače. In če bi takrat Pučnik na volitvah zmagal, da ne vprašate, ne, to je, mislim, vsak od nas si lahko odgovori, kako drugače bi se vse zavrteli, nobenih KPK ne bi imeli, pa nobenih rečic, pa nobenih takih stvari, ne pri nas. Je to Anna in podobnega. Mislim, to moram reči, jaz vedno to rečem, ta izdaja Viranta je to je za Slovenijo bič, ki nas je udaril, ne. To je, mislim, to je kriminalno dejanje, naš drugska, ne. To je bil noč upravde pravno. Ja, Vera, s tabo se moramo samo strinjati, nič drugega, ne? Čeprav smo mogoče mislili na začetku, da je to mogoče kakšna posebna, ne vem, povezava ali karkoli, ne? Naivno, ne? Tako kot že mnogokrat bi rekli pošteno, demokratično, ne? Ampak to ni bila poštena igra, daleč od tega. Dostikrat se zdi, da se Slovenci vrtimo v krogu. Rada bi vam prebrala nekaj Pučnikovih stavkov. Citiram. Če bi šli zdaj v demagogijo in ljudem govorili, da bomo čez leto dni bolje živeli, bi lagali, politično nemodro ravnali in to bi bila moralna svinjarija. Socialne programe lahko financiramo s tem, da zmanjšamo javno porabo. Ker smo v gospodarski krizi, iz katere ne bomo prišli brez zategovanja pasu, lahko pričakujemo povečanje socialnih problemov. Tisti, ki govori, da nam bo šlo čez leto dni lepo, laže. Kdorkoli je že, čez leto dni nam bo verjetno šlo slabše kot danes. Konec citata. Neverjetno, ne? Neverjetno, res. Kako je on vse predvidel in kako ni nikoli lagal. On nikoli ni prodajal poceni zadev. Jaz se spomnim tudi takih drobnih, lahko eno stvar povem iz te moje knjige, tudi cel noter, ampak to vam rada povem zato, ker se mi zdi to ena taka odslikava njegove duše. Da pač nikoga ni ponižval, ne. Smo se mi na Komenskega preselili, smo tam našli še ostanke socialistične stvarnosti. Tam so bili še, Kučana ni bilo več, hvala Bogu, ampak bili so pa še Semolič, pa Heinz, pa Žakelj, pa kdo je še bil takrat? Ne, Šetinca ni bilo tam. Vse jaz ga nisem nikoli videla.
No, skratka, ko so nas srečevali, nas niso bili prav veseli, ampak to nas ni nič motil, Pučnik je šel čez to. Ampak hočem povedati to, tam sta bili še dve snažilki njihovi, ki so jim pospravljali sobe, in pa dva varnostnika. In kar en občutek, kar en dober občutek smo dobili, da nas ti ljudje pa nekako ne prezirajo, da so nekako nam naklonjeni, ne? In dejansko se je pol izkazali, da je bilo tako. Jaz sem eno jutro sedela v pisarni in je prišla not ena od snažilk in pravi, in mi začne pobirati skodelice umazane od kave. In sem rekla, gospa, zakaj pa to delate? Da je rekla, pomila bi vam rada skodelice. Zame je bil to čudež Božji, ker mi smo na Strnjenovi delali vse sami, ne, tam nismo imeli ne snažilk, ne več, se še krpi nismo imeli, kaj še nekaj drugega, ne, nobenih tehničnih pripomočkov. No in sem rekla, gospod, to je moje delo, ne vaše, hvala lepa, jaz sem hvaležna, samo res ne mi to delati. Ne, je rekla, veste, vi ste nam prinesli čisteno novo luč v kojem smislu, ni se izrazila lučno, ampak čisteno drugo vzdušje ste nam prinesli v hišo. Sem rekla, zakaj? Pravi, a veste kaj, če grem jaz po hodniku, pa me sreča doktor Pučnik, mene doktor Pučnik pozdravi, je rekla, ne. Njej se je zdelo to nekaj. Sem rekla, ja, za Božjo voljo, a vas drugi ne pozdravljajo, ali kaj? Jo, kje pa, je rekla, ne. In pol je recimo en varnostnik pa enkrat povedal, je rekel, veste, gospa Vera, to vam povem, pa ne me zatožiti, sem rekla, kaj pa je rekel, jaz sem bom pa nekaj drugega povedal. Ko smo imeli tle razne bankete, so nosili gor polne pladne vseh mogočih narezkov in tako. Mi nismo bili nikoli tega deležni, ampak še to je rekel, ostanke, namesto da bi nam ponudili potem, ne, so gor, da raj pogorke, cigaretne ugašali, da ja ne bi bili deležni tega, ne. Tako da smo bili najbrž za njih res eno tako razodetje. No, ampak to so malenkosti, ki pa veliko povedo o Pučniku, ne. Morda dava zdaj besedo še najmemu občinstvu. Ja, izvolite. Pa, če dovoliš, preberem še nekaj stavkov iz tega končnega, zaključnega dela tvoje knjige, ko praviš: Jože je odšel v svoj mir, tja na hribček ob cerkvici v svojem rodnem kraju, kjer ga zdaj obiskujemo. Skupaj z bratom Ivanom ostajata za nas, ki smo jo pobliže poznali, vzornika, ki sta Slovenijo z vrednotami, ki sta jih nosila v sebi, zaznamovala za zmeraj. Nikoli ne bom pozabila, kako mi je po Jožetovi smrti gospod Ivan nekoč potožil: Vera, še vedno strmim skozi okno in ga čakam. Gospa Majda Pučnik, oče je čakal svojega brata, pravzaprav vse življenje. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Oprostite, pravzaprav zelo nerada nastopam in seveda pa v javnost nič ne pride, a ne, če človek javno ne nastopa. Tudi nisem pričakovala danes, da me spodbudite k sodelovanju, tako da no, se opravičujem, pač zmeraj me čustveno zelo prizadene. Pač misel na Jožeta in pač na krivice, ker krivice pač najbolj bolijo. Recimo, ko sem sodelovala s študijskim centrom za narodno spravo, sem srečala mnogo ljudi,
ki so bili prav tako žrtve te komunistične torture, ki pa niso imeli sreče, da bi preživeli, izgubili so življenje in vsi ti svojci živijo skozi rodove v težkih bolečinah zaradi vseh teh krivic. No, jaz bi rekla, tudi bi nekako se navezala na pesem. Zdaj pred prazniki sem dobila za voščilo pesem Toneta Pavčka, ki pravi nekako takole, se ne bom znala točno povedati, ampak ponoviti same dikcije. Pravi, moramo večkrat izreči dobre besede, kot so ljubezen, dobrota, poštenje, nekako tako, da ko pridemo v temi na križišče, da ne zaidemo na kriva pota. No in mislim, da je taka dobra stvar Jože Pučnik. Mislim, da smo Slovenci imeli res srečo, da se je rodil na naših tleh, je pa imel on dosti manj sreče. Ampak veste, on je res bil tako dober človek in seveda marsikdo je dober. On je imel tudi, bi rekla, naravno danost, da je bil nadarjen človek in je bil tudi izredno socialno inteligenten. Mogoče je zaradi te svoje nadarjenosti, daljnovidnosti in socialne inteligence tudi preživel. Kajti jaz verjamem 100% sem, da so ti, ki so ga obsodili, tudi zelo upali, da bi on izgubil življenje v procesu teh vseh tortur. Recimo, on jih je znal nekako prebrati. Jaz dobro vem, je govoril, ko so ga aretirali, ne vem, so ga zasledovali potem z tistimi dolgimi žarometi, in je rekel, jaz sem samo pričakoval, ali da me bo kdo ustrelil, ali da me bo povozil. Recimo takrat, ko je pričakoval aretacijo, je tudi oblečen ležal na posteli, ne. Skratka, njim pač nekako so ga spodbujali, mi rekel, je večkrat začutil, da bi pobegnil, ne, ker takrat, ko so ga drugič aretirali, so rekli, da je prost, ne, ampak on je začutil, da bo prišli po njega. Če bi bil on takrat čovka, bi ga bili, recimo, pospravili, ne. Tako da, zato je verjetno on preživel, ker je bil tako močen, ker se ne rešiš, če kloniš, ampak če pokažeš svojo moč. Svojo moč moraš pokazati. No, vsekakor, oprostite. On je bil, poleg te svoje moči in inteligence, izredno dober in topel človek. Recimo, odnos do ljudi, on je dejansko vsakogar globoko spoštoval. On je imel res izjemno širino. Recimo, mali otrok, smo sedeli v kuhinji, smo se pogovarjali. Vsakogar je takoj opazil, ko je prišel v kuhno, pa ga pozdravil, kakor da je, ne vem, kdo. Njemu je bil enak prav vsak. In mislim, da ga res lahko pogrešamo, ker recimo se spomnim družbenih situacij, ko je bilo izredno napeto, ko že nisi vedel, kaj bo, ne, recimo. Pa je on napisal članek, ali pa smo se pogovarjali in je razložil stvari in je človeku odleglo. Zmeraj je bil nekdo, ki je stvari znal sistemsko videti od daleč in obenem od blizu. Znal je presojati skozi teoretsko znanstveno misel, ker v osnovi je bil znanstvenik in bil je vizionar. On v bistvu ni bil politik po naravi, ampak
tako kot recimo, če človek, tudi če ne rad javno nastopaš, moraš javno nastopati, da pride stvar med ljudi, moraš napisati knjigo. Tako je on pač moral delovati v politiki, če je hotel v Sloveniji dobro. In to je on vedel. Ne vem, vsekakor je pa bil izjemno delaven človek, izjemno delaven, discipliniran, do sebe nepopustljiv, kljub vsej dobroti, ki jo je delil okoli sebe. In seveda njegove kmečke korenine, trdo življenje, pa seveda tudi značaj, njegova natura, so pripomogli k temu, da je vedel, da vse to je tudi rekel, se je znano, ne vem, smo pred kratkim slišali, če bi kmet skozi samo govoril, pa nič naredil, se ne bi nič naredilo. Ne? On je bil teoretik, izjemen znanstvenik, ampak tudi praktik. On je točno vedel, kaj je dobro za Slovenijo, kaj je dobro za človeka, za Slovenca, za naš narod. No. V tem smislu. Drugače pa recimo te volitve, ne, ki jih je izgubil, ne vem, on je vse gledal skozi dobro Slovenije. Mislim, da mu je bilo tako zelo žal zaradi Slovenije. Bil je kar potrd, ker je pač spet se čisto neposredno soočal z neko z dejanskim stanjem. No. Volitve so pač dale račun, a ne? In je spet videl, ja, pri nas se pač nič ni spremenilo, ne? V tem smislu. Je pa res skozi ta njegova bolezen, on je bil izjemen. Recimo, on kljub vsem neverjetnim šikaniranjem, recimo v času, ko se je začel na slovenskih tleh pojavljati in potem, ko je kandidiral, v tem času je ogromno težkih stvari doživel. In on niti za trenutek ni bil mrtev človek, recimo ne. On je skozi živel polno je živel. Recimo po operacijah so mu rekli, ja, gospod Pučnik, ne smeste po stopnicah in tako. Ja, je rekel, jaz sem šel takoj po stopnicah, ker jaz hočem živeti polno ali pa umrem. In on je šel po stopnicah in seveda to zdržal in njegovo ožilje se je nekako regeneriralo, ampak seveda ta njegova bolezen je bila težka, ne? To ga je verjetno zelo viralo, ampak on je vse dal od sebe. Se spomnim, ko je preden je šel v Nemčijo decembra 2012 prišel k nam, on je točno sluto. Jaz sem slutila, da on sluti, ampak veste, to je taka težka čustvena obremenitev. Da se o tem nismo pogovarjali. In jaz sem ga prav videla, ko je šel po stopnicah, kako se je mogel dvigniti na višjo stopnico, ne. In ko sem kasneje z dr. Vigodom iz Verja govorila, je rekel, da mu je rekel, da se prijetno ne bo več vrnil. On je zelo, mislim, v noči ni spal, v bistvu je moral sedeti, da je, mislim, ni vedel je, da se stvari spreminjajo, kar se zdravja tiče, ne. In tako. No, skratka, jaz zelo dobro razumem, čeprav nismo nič tako hudega doživeli, ljudi, ki so pač trpeli v času komunističnega režima in ki so izgubili svojce, seveda jim je toliko težje. To bi rekla. Če pa imajo kdo kakšno vprašanje, sicer se opravičujem, itak bila dolga. Hvala, Majda.
Jaz se zahvaljujem gospe Majdi Pučnik, Rudel in tudi za vse njeno delo kot predsednica komisije za popravo krivic. Se seveda srečuje s številnimi zgodbami, tako kot njen stric, s težkimi, tragičnimi zgodbami. In kot je dejala, Pučnik je imel na nek način srečo, če lahko temu tako rečemo, da je preživel, številni seveda je niso imeli. Pučnik je to zelo dobro razumel. Vera si želela še kaj pokomentirati? Pravzaprav niti ne. So pa to stvari, ki jih jaz pa recimo do danes nisem slišala, da ti je to Vivod rekel. Ker to je bila tudi sigurno slutna ta njegov telefonski pogovor z mano, ne. To so pa tisti drobci, ki jih slišiš, ne, od raznih ljudi. In Bog ve, koliko stvari je še prikritih, ki jih ne vemo, ne. Čeprav je veliko napisanega, ampak tisto, kar ti ljudje v živo povedo, to se mi zdi najbolj pomembno, ne. Ker tisti, ki je hodil v njem, tako kot sem recimo jaz to, ne, ampak to je ena taka, jaz sem imela pač srečo, zame je bila to sreča. To je milost Božja, jaz vedno rečem, da sem poznala tega človeka in da sem imela toliko prav z njim, ne. In zato sem mu večno hvaležna za vsako besedo, za vsak trenutek, za vse, kar nam je dal, predvsem pa za kar je dal Sloveniji. Tako da po eni strani smo žalostni, ker ga nimamo, po drugi strani smo pa lahko res veseli, da smo ga imeli in da nam je takšno zapuščino pustil. Gospa Vera je kar najlepše zaključila to naše razmišljanje. Dovolite mi, tako kot smo nekje, bom rekla, bili z mislimi skupaj z pesnikom Alojzom Gradnikom, da se z drugim delom njegove vrnitve poslovimo. Takole pravi: povrnem se domov, ker vse se vrača. Od daljne gore v širno morje, reka in v zemljo zrno, hrast, ki se poseka, in v prah trnjava, mesto in palača. Ne bom več list, ki vetrom je igrača in žejnega vžgala je pripeka. Ne bom več zgubljajoča se odjeka, ne kamen, ki ga val vode obrača. Zemlje ljubeče, srčna bom sredina, morja brezbrežnih kaplja neročljiva, vsemirja jasni, enozvočni spev. Hvala za vašo udeležbo. Želim vam, da se v teh dneh in tudi sicer večkrat spomnimo dr. Jožeta Pučnika, njegovih misli in njegovih dejanj in da je to pravzaprav upanje za nas in upanje za Slovenijo.